Preteklo leto je občina Krško zaključila 37,5 milijona evrov odhodkov ter 35,5 milijona evrov prihodkov. Razlika 2 milijona evrov predstavlja ostanek na računu konec leta 2017. Lahko rečem, da je bilo leto uspešno. Seveda pri tem je treba še posebej izpostaviti, da smo približno 41% celotnega proračuna vložili v investicije, to znaša približno 15,5 milijona evrov. Večina od tega je šla za gospodarsko infrastrukturo in cestno infrastrukturo. Naj omenim od tega mogoče projekt Tretji most, pri katerem je bila pač naša udeležba, plus tega smo pa dali kar precej denarja tudi na posodobitev cestne infrastrukture. Večji delež predstavljajo investicije in programi na področju družbenih dejavnosti, med drugim tudi šolstva in predšolske vzgoje. Od projektov, ki gredo v družbeni standard, bi omenil predvsem gradnjo vrtca v Brestanici, ki je veljal nekaj več kot 2 milijona evrov. V lanskem letu so skladno s programom vračali kredite in zmanjšali zadolženost za 1,8 milijona evrov. Tako da je sedanja zadolžitev približno 12,9 milijonov evra. K temu pa seveda treba prišteti tudi zadolžitve po 23. členu, to so tista nekoč nepovratna, sedaj povratna sredstva strani države, ki pa znašajo približno 1,5 milijona evrov, toliko, koliko smo si pač morali sposoditi za gradnjo vrtcev in ostalih objektov. Svetniki so med drugim sprejeli tudi letni izvedbeni načrt kulture za letošnje leto. Skupni znesek v tem letnem izvedbenem načrtu je 2 milijona 950, zajema pa v bistvu celotne letne programe delovanja naših javnih zavodov. In sicer na tem področju deluje Valvazorjeva knjižnica, Kulturni dom Krško, Glasbena šola, Posavski muzej Brežice in pa galerija. Potem so zajeti zneski vezani na financiranje premične, nepremične dediščine, ki se financira preko javnih razpisov, potem javni razpis za financiranje kulturnih programov. Pa tudi financiranje javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki skrbi tudi za ljubiteljsko kulturo. Občina Krško je bila uspešna tudi na javnih pozivih Las Posavja za sredstva CLLD, tako bo v letu 2019 začela z izvedbo 2 projektov. Letni izvedbeni načrt se spreminja tudi zaradi investicij, ki so v posameznem letu vključene v ta letni izvedbeni načrt, in ena izmed investicij, ki se začenja, je gotovo gradnja Krške knjižnice, ki je bila tudi v proračunu predvidena. So pa tudi projekti vezani na Urbano obrt in pa Krškopolca, ki so v letošnjem letu se pač začeli in se bodo začeli izvajati. Krški svetniki so sprejeli tudi predlog programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Krško za obdobje med letoma 2019 in 2024.